Civilna zaščita že od 12. marca izvaja aktivnosti, pri katerih pa Dragomir Murko poudarja, da se jih ne sme izvajati na pol, ampak v celoti v vseh 19 občinah, upravne enote Ptuj in upravne enote Ormož. Dejansko so bili ti ukrepi jasni in občani prebivalstva naše regije upoštevajo ta dejstva. Prav tako vsi župani, poveljniki civilnih zaščit tvorno sodelujejo, spremljajo situacijo in res, da je to pri nas v Sloveniji prvi takšen primer, ko smo osamosvojili, prepovedali delovanje trgovin, dejavnosti in če se ne bomo upoštevali teh ukrepov izdanih ali strani vlade ali strani Ministrstva za zdravje ali z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, potem je brez pomena in jaz in vsi moji sodelavci, prav tako občani, poveljniki civilne zaščite, striktno vztrajamo pri teh navodilih. Pravi, da ni popuščanja, da je samo ena smer prava, ne pa po svoje in ne v neskladju z navodili. To velja tako za posameznike kot celotne organizacije. Ni, bom rekel, popuščanja, ni levo, desno, samo ena smer je prava, tisto, ki smo izdali, da je treba upoštevati navodila. Poudaril je, da gre v vsej zgodovini samostojne Slovenije, sploh pa zadnjih 20 let, za edinstven primer, s katerim se še nismo soočili. Res, da bom rekel, v preteklosti, v moji praksi, v 20-letni, ki vodim v sistem varstva pred naravnimi nesrečami v regiji, še nikoli nismo v takem obsegu izvajali intervencij. Dogajalo se, da smo imeli neurja, poplave in je to segment ne par občin, ampak tu pa so res vseh 19 občin vključeno. Prevetrili smo v tem času tudi, kdo je, kdo ni, kdo lahko in moram reči, da so, bom rekel, tudi dobre izkušnje, dobra praksa, ki nam lahko v tem segmentu, ki izvajamo, to zelo koristi. Prav zato je pomembno, da smo pri reševanju složni in solidarni, tako da bo negativnih posledic čim manj.